Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Ta teden nam je postalo jasno, da se je poletje poslovilo. Iz dneva v dan smo bili priča nižjim jutranjim temperaturam in nekje tudi megli, ki napoveduje, da je jesen tukaj. Do začetka novega šolskega leta je ostalo le še nekaj dni in v tem ritmu življenje teče naprej. Iz današnje vsebine izpostavljamo. Razvojni center Srce Slovenije bo podelil znake kakovosti. Prvošolci v Zagorju bodo poleg ostalega, kar jim podarja občina, dobili tudi slikanico Flance tete Johance. Občino Zagorje ob Savi obiskal predstavnik veleposlaništva Ruske federacije v Sloveniji. Razvojni center Srce Slovenije bo tudi letos septembra podelil certifikate Znak kakovosti. Gre za projekt, s katerim želijo v centru dvigniti nivo izdelkov in pridelkov, ki nastajajo v občinah, ki so vanj vključene. Za dodelitev certifikata morajo vsi, ki ga želijo, iti skozi vrsto preizkusov in ocenjevanj pooblaščenih strokovnjakov, kar zagotavlja objektivno ocenjevanje. Zadnjih 5 let Razvojni center Srca Slovenije podeljuje znak kakovosti Srca Slovenije in sicer za 2 kategoriji, za prehranske izdelke in za rokodelske izdelke. Zdaj imamo v naboru vseh certificiranih že 55 različnih ponudnikov z 218 različnimi izdelki. Naslednjo nedeljo, torej 29.8., se bo zgodila slavnostna podelitev lanskih dobitnikov teh certifikatov in sicer v okviru rokodelskega dne na gradu Tuštanj. Ta dogodek poteka v okviru vseslovenskega rokodelskega festivala. Mi smo tudi del njega kot mreža rokodelcev Srca Slovenije. Zelo bo pestro, od 14. ure dalje se bo odvijal niz različnih dogodkov, od predstavitve posameznih rokodelskih izdelkov do prikaza izdelave teh izdelkov. Seveda ne bo manjkalo tudi družabnega programa s petjem, plesom in kulinariko. No, Razvojni center Srca Slovenije pa, kot rečeno, organizira to slavnostno podelitev lanskim prejemnikom certifikatov. Ob 18. uri pa so vsi udeleženci vabljeni tudi na izobraževanje, ki ga organiziramo, in sicer z profesionalnim fotografom, gospodom Malijem, organiziramo izobraževanje za ponudnike, kako torej sebe kot ponudnike in svoje izdelke na fotografski način čim bolj primerno predstaviti, seveda v turistične namene. Le še nekaj dni nas loči do začetka šolskega leta. Letos bo v Zagorju šolski prag prvič prestopilo 149 prvošolcev. In sicer v osnovno šolo Ivana Skvarče je v prvi razred vpisanih 53 otrok, v osnovno šolo Toneta Okrogarja pa 51. Osnovno šolo Ivana Kavčiča na Izlakah bo obiskovalo 39 prvošolcev, osnovno šolo Slavka Gruma pa 6. Občina Zagorje ob Savi bo že tradicionalno tudi letos vsem prvošolcem poklonila šolske nahrbtnike, bo za 15 evrov, ki ga bodo lahko unovčili v mladinski knjigi, in slikanico Flance tete Johance, ki jo je izdalo Društvo za zdravilne rastline Zasavje. Več o sami slikanici, ki jo bodo dobili prvošolčki, pa je povedala Cvetka Drnovšek. Mi smo že kar nekaj let razmišljali o tem, da bi izdali še kakšno knjigo za otroke, ker smo pač že izdali 2 knjigi. In pravzaprav je ideja o izdaji knjige nastala pri moji hčerki že pred leti, no in potem smo počasi to idejo obdelovali in nazadnje je skupina, ki je bila za to zadolžena, ker imamo v društvu projektne skupine pod vodstvom Alenke Pokorn in sodeluje še Miri Štavt in pa Milojka Krhlikar, te seveda finance mora biti zraven, zato sem pa nekako odgovorna jaz. Smo se odločili, da k tem projektu pristopimo, in sicer smo pristopili k projektu v času korone, tako da mi je malo mlajše dame, ne. Smo kar preko Zooma in preko vseh teh elektronskih medijev pripravili material in vse potrebno, da je ideja o
knjigi, ki naj bi imela 20 strani, največ 20 strani in bi bila posvečena otrokom, počasi pričela dobiti obliko. No, nakar, ko se je zbralo vse gradivo, smo ugotovili, da ta knjiga ne bi bila posvečena samo otrokom, ampak jo lahko namenimo tudi staršem, vzgojiteljem, učiteljem. In nazadnje je knjiga izšla v takšni obliki, kot jo imamo, in je to bistveno več kot 20 strani. In mislim, da je nastala kar simpatična knjiga, seveda brez financ tega ne bi zmogli. Društvo je dobilo nekaj sredstev iz občine Zagorje, pristopila je tudi občina Hrastnik in nekaj malega, tudi občina Trbovlje, tako da smo lažje zaokrožili. Letos pa bojo v Zagorju vsi prvošolčki prejeli vašo knjigo. Kako gledate na to? Se pravim, kot sem že rekla, to me izjemno veseli, kajti resnično mi smo delali knjigo za otroke v prvi vrsti, seveda tudi za starše, za mentorje, za vzgojiteljice in smo izjemno veseli, ker tako, če bo to del učnega gradiva, glede na klice učiteljev, pa mislim, da to bo, smo res presrečni in bomo poskušali v nadaljevanju to delo nadaljevati. Razmišljamo o izdaji spomina oziroma tako bi rekla, ene igrače v navednicah, ki bi zdravilne rastline in njih uporabo še bolj promovirale. Iz zagorske občine sporočajo, da se je ta teden na povabilo zagorskega župana Matjaža Švagana tu mudil višji svetovalec veleposlaništva Ruske federacije Aleksander Turov. Gostitelj ga je najprej popeljal po Zagorju in mu razkazal znamenitosti, zgodovinske spomenike in obeležja ter pomembnejše ustanove. Nato sta se že tradicionalno odpravila na grobova partizanov, kjer sta pokopana tudi ruska vojaka, ki sta med drugo svetovno vojno na zagorskih tleh v boju za svobodo vseh narodov izgubila življenje. Ruski gost se je gostiteljem zahvalil, ker ohranjajo spomin na dogodke in ob tem spoštljivo urejajo spominski obeležji njegovih rojakov, ki sta se borila na zagorskih tleh. Iz občine Moravče smo prejeli naslednji novici. V ponedeljek je župan občine Moravče, dr. Milan Balažic, v parku v središču Moravč položil venca na spomenika padlim v narodno-osvobodilni vojni in žrtvam povojnih izvensodnih pobojev. Evropski dan spomina na žrtve nacizma in stalinizma se obeležuje kot dan vseevropskega spominjanja žrtev totalitarnih diktatur v Evropi 20. stoletja. Evropski parlament je z resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu ta dan leta 2009 potrdil kot dan spomina na žrtve obeh političnih režimov. 23. avgust je bil izbran kot dan, ki sovpada z dnevom podpisa pakta Ribbentrop-Molotov, v katerem sta nacistična Nemčija in komunistična Sovjetska zveza podpisali sporazum o medsebojni razdelitvi vzhodne Evrope. V sredo je župan občine Moravče dr. Milan Balažic sprejel ravnatelja osnovne šole Jurija Vege Mateja Žista. V pogovoru sta se najprej dotaknila priprav na novo šolsko leto, ki bo znova potekalo ob upoštevanju epidemioloških ukrepov. Župan je ravnatelja obvestil, da je občina omogočila sredstva, s katerimi se bodo v jeseni z novo varno fasado prenovil spodnji del vrtca Vojke na pokoj. V ta namen bo tudi prestavljena šolska kuhinja. Prav tako sta se pogovarjala o pripravi vsega potrebnega, da se bo po zagotovilih sofinanciranja strani Ministrstva za šolstvo še to jesen za otroke varno začela gradnja prizidka k šoli in športne dvorane. Ravnatelju je župan s sprejemom novega občinskega proračuna zagotovil stabilno financiranje šole in vrtca v prihodnjih letih. Občina Moravče v prid dostopnih cen za starše vrtec na letni ravni financira z 940 tisoč evri, šolo pa z več kot 300 tisoč evri, kar skupaj predstavlja več kot 15% celotnega proračuna občine Moravče. Z novim šolskim letom je zaživela tudi večja poenostavitev dosedanjega sistema subvencioniranih vozovnic, saj dijakom in študentom po novem ne bo več treba izbirati vstopnega in izstopnega postajališča.
Vozovnice bodo namreč lahko uporabljali na vseh linijah. Obenem pa bo veljala tudi enotna cena mesečne vozovnice v višini 25 € oziroma 200 € za letno vozovnico. Da poenostavimo, dijaki in študentje bodo kupljene vozovnice tako lahko koristili po celotni državi na vseh linijah, novost pa je še ta, da te letos veljajo koledarsko in ne šolsko leto, tako kot poprej. Minuli petek je bila v Šmartnem pri Litiji odmevna prireditev Šmartno kuha. Potekala je v organizaciji javnega zavoda Bogenšperk, ki je tudi letos pripravil pestro ponudbo hrane in pijače. Tako so se predstavili številni domači in tuji gostinci in ostali ponudniki gastronomskih užitkov in privabili številne obiskovalce. Dogodek je popestril tudi Razvojni center Srce Slovenije s festivalom pitne vode, poskrbljeno pa je bilo tudi za najmlajše, za katere je organizator pripravil zabavne delavnice. Šmartno pri Litiji se je tako uvrstilo na zemljevid kulinaričnih prireditev, kar mu zagotovo daje nove perspektive turistične ponudbe v Sloveniji. Ta teden v Litiji mineva v znamenju festivala Slovo po letju. Festival je v svojih 15 letih postal poznan daleč naokoli in se ga iz leta v leto udeleži več obiskovalcev. Potekal je tudi lansko leto kljub zaostrenim epidemiološkim pogojem in tudi letošnji poteka podobno. Prvi večer je bil v sredo, ko je na litijskem odru pred športno dvorano nastopila Eva Hren, skupaj s pihalno godbo Litija. Udeležba je bila solidna, prišlo je okrog 300 ljubiteljev tovrstne glasbe in prav vsi so uživali ob njej. Še bolj odmeven je bil včerajšnji večer, na katerem sta bili osrednji gosti legendarna slovenska pevka Elda Viler in njena hčerka Ana Dežman, ki sta ustvarili nepozaben nastop skupaj s pevsko skupino Lipke iz Litije. Ja, včeraj je bilo zelo lepo, za prizorišče zamenjavo smo se odločili tudi zaradi tega, ker je bilo že včeraj precej hladno, danes pa še verjetno zdežja, tako da gosti in publiki primerno bolj prijazno okolje v dvorani, čeprav je zunaj seveda bolj prijetno. Včeraj nas je že godba sama presenetila z zelo pestrim programom, sploh pa nas je navdušila gostja, ki je res čudovito odpela nekaj slovenskih ljudskih pesmi v jazz priredbi, skupaj z godbo pa so spet briljirali. Mislim, da so bili med publiko večinoma Litijani. Publiko je že lani izrečila COVID epidemija, letos so bili ukrepi podobni, čeprav smo si obetali malo sprostitve glede na poletje, vendar čas je spet takšen, okužbe se množijo in morali smo upoštevati stroge ukrepe, se pravi precepljenosti, prebolevnosti ali pa testiranja. Z organizacijskega vidika je zapleteno v toliko, ker se ukrepi vlade menjajo zelo hitro. Prihajajo nekatere nepričakovane odločitve, vendar v vseh 15 letih, namreč festival je letos 15, smo se navadili na veliko fleksibilnost, sploh lansko leto, tako da smo letos malo lažje to organizirali. Želeli smo biti čim bolj prijazni do obiskovalcev, smo jih prijazno sprejeli, opozorili na ukrepe. Je pa tako, da se jih je kar precej odločilo, kljub temu, da so izpolnjevali pogoje, da se niso nam pridružili v auditoriju, ampak raje na robu prizorišča. Zakaj to vejo sami, ampak to je bilo letos izrazito opaziti. 15 let je res razmislek, kaj se je dogajalo do zdaj, kaj se dogaja trenutno, kako naprej. Lansko leto in letošnje leto nam kažeta, da je ta malo večja razpršenost po naseljih dobrodošla, da jo publika lepo sprejema. Kar nekaj let verjetno bomo težko imeli neke res eminentne goste, kot smo jih imeli v preteklosti. Zadnji 2 leti je uspeh že to, da smo uspeli festival izvesti, nekaterim rednim dejavnostim smo se žal morali odpovedati, tako da vztrajamo pri organizaciji, prilagajali se bomo razmeram in se trudili, da litijski publiki ponudimo najboljše, kar moremo. Včerajšnji koncert je bil zaradi slabega vremena v litijski športni dvorani, kar pa ni bilo moteče in so vsi prisotni uživali v večno lepih melodijah slovenske glasbene zakladnice. Danes je na vrsti še tretji, zadnji večer festivala.
tokrat z odlično Evo Černe in litijsko moško skupino Lipa. Kako je bilo, pa bomo poročali v naslednjih novicah na ETV. Kot smo že omenili, še nekaj dni in začelo se bo novo šolsko leto 2021-2022. V sredo bodo šole ponovno odprle svoja vrata in vanje bodo vstopili učenci z različnimi pričakovanji. Prvi šolski dan pa je tudi, ko je treba še posebej poskrbeti za prometno varnost, predvsem v okolici šol in vrtcev, saj so mladi v svoji razigranosti ranljiva skupina udeležencev v prometu. Slovenska policija tako v teh dneh še posebej bdi nad prometnimi razmerami. Tako je tudi v Litiji in Šmartnem pri Litiji. Policisti tudi letos ob začetku in tekom šolskega leta v okolici šol zagotavljamo varnost. Predvsem pa varnost otrok s tem, da opravljamo pogoste nadzore prometa. Vse udeležence v prometu opozarjamo na prihod otrok na ceste. Otroci so kot prometni udeleženci lahko nepredvidljivi, zato moramo za njihovo varnost poskrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu, tudi starši, ki so odgovorni za varno obnašanje otrok na cesti. Prometna varnost ni pomembna samo v prvih šolskih dneh, temveč skozi celotno leto, zato bomo kontrole z namenom zagotavljanja prometne varnosti izvajali preko celega leta. Pri tem bomo pozorni predvsem na upoštevanje cestno-prometnih predpisov, ki se jih morajo držati tako vozniki kot pešci in kolesarji. Poudarek bo na upoštevanju omejitev hitrosti ter tehnične brezhibnosti vozil za prevoze otrok, pravilen prevoz otrok, uporabo varnostnih pasov oziroma sistemov za zadrževanje. Glede na spremembo prometne zakonodaje bomo posvečali pozornost tudi na pravilno udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu, predvsem električnih skirojev. Srečno in varno na cesti! Pred nami so vremensko kisli dnevi. Če bo moral obisk narave ta vikend nekoliko počakati, pa to lahko izkoristimo denimo za branje kakšne dobre knjige. Naredite si prijeten preostanek počitnic, v torek pa smo ponovno z vami. Nasvidenje!